Ali je mogoče živeti kot Jud in zagovarjati Jude, hkrati pa slediti karieri v umetnosti? Generacije ameriških Judov so imele izjemno vlogo v Hollywoodu in gledališču, vendar so le redko uporabili te platforme za zagovarjanje judovskih vprašanj. Kaj šele, da bi svojim delom razlagali ali izpostavljali judovsko življenje kot nekaj, kar je vredno praznovanja in obravnavanja kot nekaj običajnega, namesto kot ozadje tragedije ali nekaj, česar bi se morali odpovedati, da bi postali popolnoma Američani. In po 7. oktobru in ob tem, da je antisemitizem, ki je sledil, postal del glavnega toka, je izbris Judov ter sprejemanje demonizacije Izraela postalo nekaj običajnega. Vendar pa en judovski umetnik, ki je odraščal v Hollywoodu, poskuša to smer obrniti. Ta teden v oddaji Think Twice se pogovarjamo z igralcem, umetnikom in podcasterjem Johnom Plattom o tem, kaj danes pomeni biti džad. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Judje so v ameriški popularni kulturi prisotni že več kot stoletje. Pravzaprav bi lahko rekli, da so v veliki meri izumili Hollywood. Ali redki med tistimi, ki so to storili, ali med tistimi, ki so jim sledili, so svojo slavo in vpliv uporabili za to, da bi pomagali popularizirati podobo judovskega življenja kot nekaj, kar počnejo običajni ljudje. Hollywood je odražal težnjo uspešnih Judov po popolni asimilaciji. Hkrati pa je tiste, ki tega niso storili, ali so si vsaj želeli ohraniti svojo identiteto kot pomemben del svojega življenja, prikazoval kot ljudi, ki morajo izginiti. Toda ta umik od judovske posebnosti je bil zgolj uvod v to, kar je sledilo. Ko je ameriška levica sprejela toksične levičarske teorije, kot so kritična rasna teorija, intersekcionalnost in kolonializem naseljencev, ki so Izrael in Jude lažno označile za bele zatiralce, sionizem pa za obliko rasističnega fašizma. Po palestinsko-arabskih terorističnih napadih pod vodstvom Hamasa na izraelske skupnosti 7. oktobra 2023 in posledičnem svetovnem porastu antisemitizma je podpora Izraelu izginila. In ogorčenje zaradi brezprecedenčnega porasta sovraštva do Judov ali celo zaradi grozodejstev 7. oktobra je bilo redko slišati iz sveta umetnosti, celo od njegovih najvidnejših Judov. Vendar obstajajo izjeme od tega pravila in veseli smo, da je ena izmed njih danes z nami. John Platt je igralec, pevec, pisatelj, režiser in producent, znan po svojih nastopih na Broadwayu, v filmih in na televiziji. Toda od 7. oktobra je njegov glavni projekt podcast Being Jewish with John Platt. Odraščal je v Hollywoodu ob očetu, ki je bil uspešen producent in dejaven v judovski skupnosti, ter materi, ki je bila vidna judovska aktivistka in filantropinja. Prevzel je nalogo, da skuša krepiti pozitivno podobo judovskega življenja ter spodbujati več dialoga in enotnosti v judovski skupnosti. John Platt, dobrodošel v Think Twice. Hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Začel bi z vprašanjem, kaj vas je spodbudilo, da ste se po 7. oktobru začeli bolj osredotočati na svojo judovsko identiteto? Ko se zdi, da je večina Judov v ustvarjanih umetnostih bodisi navijala za napad na Izrael ali pa preprosto molčala. No, izpodbijal bi drugi del vaše trditve. Mislim, da so morda tisti, ki so bili najglasnejši, videti, kot da navijajo. Imeli smo veliko ljudi v Hollywoodu, tako tistih pred kamero, kot tudi mnoge za kamero, ki so, tako kot jaz, zdaj bolj angažirani kot kdajkoli prej. In zagotovo nočem zmanjševati zaslug zelo glasnih, makabejskih, judovskih bojevnikov, ki jih imamo v Hollywoodu in so se v tem trenutku res izkazali. Ampak če govorim zase, veš, to je trenutek mojega življenja, zagotovo pa tudi našega skupnega življenja, kar zadeva judovsko skupnost. Če se zdaj ne boš oprl na svojo judovsko identiteto in ponosno stal v njeni obrambi, kdaj boš to sploh naredil? Torej, zame to res ni bila izbira. Ni bila zavestna odločitev v smislu, ali naj to naredim ali ne. Kakšne bi lahko bile posledice? Nič od tega ni bilo. To sem pač jaz. Zdaj gre za res.
Vidimo, 7. oktober je bila grozota, kakršne še nihče od nas ni videl. Zagotovo ne v mojem življenju. In obstajala sta dva načina, kako se s tem soočiti. Nekateri so se pred tem umaknili, drugi pa so se dorasli trenutku. In zame res ni bilo nobene druge odločitve. Preprosto sem sledil, spomnim se citata Marka Cubana, kjer pravi: ne sledi svojim sanjam, sledi svojemu trudu. In to mi je vedno ostalo v spominu. Moj trud me je vodil v to smer. Preprosto moja energija in moj čas, to je bilo tisto, kamor sem jih naravno vlagal. In po nekaj mesecih zelo aktivnega sodelovanja na družbenih omrežjih in v resničnem življenju, takoj po 7. oktobru sem si resnično želel osredotočiti na svoje proaktivno judovsko zagovorništvo. In od tam je prišel tudi sam podcast Biti Jud. Kaj je moje bistvo? Proaktivno, pozitivno sporočilo. Veste, moje vrednote, ki jih resnično želim poudariti. Ne le odzivati se na vse, kar se dogaja zdaj, ampak res razmišljati o tem, ko se prah poleže. Kako bo to videti v prihodnosti? Hvala, ker ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosim všečkajte in ali se naročite na JNS, kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, in mislim, da je pošteno reči, da je seveda veliko Judov, ki so se oglasili, ki so v umetnosti in so naredili stvari, ki so bile zelo pohvalne. Ampak slišal sem, posebej v tistih prvih nekaj mesecih, tednih, mesecih, prvem letu, leta 23, ko je prehajalo v 24, slišal sem od bralcev, ki so me spraševali, kaj pa ta oseba, kaj pa tista oseba. Veste kaj? Ugotovil sem, da sem to počel tudi sam. In vedno sem bil tak človek, ki je menil, da manj kot vem o svojih najljubših umetnikih ali športnikih, manj kot vem o njihovem osebnem življenju ali prepričanjih, bolj srečen bom. Nisem si želel poglabljati v to, ker, veste, to te nasplošno ne naredi nič bolj srečnega. Prav. Ni nam treba vedeti, da je bil tvoj športni idol, ko si bil majhen deček, recimo grd pijanec ali kaj takega? Ali pa ima res grozna stališča, ki te res, šokirajo? Prav. Ločevanje umetnika od umetnosti. Prav. Ampak sem se zalotil, da gledam ali pa, pogledaš na družbena omrežja in bi jih rad kar prijel in stresu te rekel, hej, to je res pomembno, to je zgodovinski trenutek. Mislim, spomnil bi se stvari, ki sem jih bral o Judih v Hollywoodu v poznih 30 letih. In rad bi vprašal še malo več o zgodovini Judov in umetnosti. Ampak se spomnim, da sem bral o tem, ko je veliki pisatelj Ben Hecht, ki je bil, prava zvezda, kakor je pač lahko kdorkoli, ki je pisal v Hollywoodu, bil zvezda, poskušal ljudi pritegniti. In ni bil zelo vpleten Jud, ampak je pisal o tem, kako je po naključju naletel na zgodovino in spoznal, kot je napisal, moj rod je Izrael, ter bil res jezen na druge Jude, ki niso spregovorili. Ujel sem se pri razmišljanju, zakaj pa ti ne narediš ničesar? Zakaj ne spregovoriš? Si tudi ti delal enako? Ja, mislim, da sem začel opažati in kar je res prišlo do izraza, je to, kar se je zgodilo v Hollywoodu po 7. oktobru. Obstaja nekaj različnih skupin. Mislim, da je tisto, kar je še povečalo občutek frustracije, prav pomanjkanje vzajemnosti. Mislim, da je veliko ljudi čutilo, da so vse te druge skupine ljudi v zadnjih 10-20 letih imele trenutke, ko so potrebovale solidarnost in zavezništvo. In Hollywood je bil tam za njih, ne glede na to, ali so bili Judi ali ne Judi. Potem pa je prišel čas, ko so Judi potrebovali pomoč, pa ni bilo nikogar v bližini. Mislim, da je bil to zagotovo velik del tega. Bilo je tako, kot da bi rekel, wow, imel sem občutek, da sem bil tam, ko ste me potrebovali, zdaj pa vas sploh ni tukaj. Tako da je bila ta odsotnost res globoko občutena. In vem, da so jo zagotovo občutili ljudje v industriji, ki so, veste,
Zame so bili najbolj frustrirajoči ne nujno tisti, ki niso objavljali izraelskih zastav, ampak tisti, ki v drugem tednu oktobra niso mogli podpisati pisma z napisom Osvobodite talce, ker se niso mogli vključiti ali karkoli že. Tega jaz nikoli ne bom razumel. In zame je to precej neopravičljivo. Mislim, da smo ugotovili, da je bilo v bistvu vseeno, kakšna je bila tvoja povezanost in stopnja vključenosti kot Jud. Pred 7. oktobrom bi to nasplošno določalo odziv, ki bi ga morali pričakovati od tebe po 7. oktobru, glede na to, kako so se odzvali ti hollywoodski ljudje. Tako da mislim, da je bilo veliko nas, ki smo gledali v določenim judovskim osebnostim, ki nikoli niso spregovorile o imenu judovskega naroda. Ki na dober dan niso nikoli spregovorili, naj bi nenadoma spregovorili na res grozen dan. In bili smo šokirani, da tega niso storili. In na nek način jim zagotovo ne dajem odpustka. Ampak je malo tako, kot da bi rekel, kaj pa ste pričakovali. Ta oseba ni dejaven član te skupnosti. To je, veste, nekdo, ki bi ga lahko imenovali odtujeni Jud, ki je zagotovo Jud po rojstvu in po povezavah, vendar svojega vsakdana ne živi na kakršenkoli smiseln judovski način. Ne naredi ničesar za judovske cilje. Svojega judovstva ne prakticira na noben način. In od teh ljudi ne bi smeli pričakovati, da bodo stopili v akcijo 7. oktobra. Na nek način smo bili prijetno, nočem reči presenečeni, ampak bilo je res lepo videti ljudi, ki se res identificirajo in čutijo kot angažirani Judi, ki morda prej niso bili tako glasni, pa so v tem trenutku rekli, v redu, zdaj bom spregovoril. Te smo videli. Videli smo tudi ljudi, ki jih pravkar omenjam, ki nikoli prej niso bili glasni, nikoli ne bodo glasni in še naprej niso glasni. In potem so tukaj tisti, ki so nekje vmes. In to so tisti, ki so. Bolj me frustrirajo ljudje, ki so bolj vključeni, bi lahko povedali več, pa zaradi neke PR občutljivosti ali kakršnih koli razlogov niso. In ti so me frustrirali. Zame ne gre za to, da bi bil ves Hollywood enak in da bi me vsi razočarali. Ker kot si rekel, nekomu je najljubši igralec vseeno zloben pijanec. Nekateri te bodo pač razočarali. Meni gre za tiste, za katere si vedel, da so boljši. Bil si zaveznik drugim ljudem prej. Zdaj gre za tvoje lastne ljudi. Vodil si že judovske prireditve prej. Kje si zdaj pri tej stvari? Te ljudje so me res razočarali. Ja, mislim, da med neumetniki obstaja prepričanje, da so posledice, če se zavzameš za nepriljubljeno zadevo. In očitno je Izrael zdaj nepriljubljena zadeva, žal, v modnih krogih, in da bi bile posledice. In vem, da je v drugih vejah umetnosti, mislim v klasični glasbi, zelo težko za ljudi, da se izpostavijo v podporo Izraelu. Tisti redki, ki so to storili, dobijo veliko res negativnih odzivov. Ampak slišal sem tudi in nekdo kot Jennifer Goodwin, ki si jo intervjuval v svojem podcastu, pravi, da to sploh ni res. In ona je res se je še bolj poistovetila svojo judovsko identiteto po 7. oktobru na splošno. Je to tudi tisto, kar si ti slišal? Da, na splošno ni nobenega dajanja na črni seznam ljudi, ki se oglasijo v podporo Izraelu. To se preprosto ne dogaja. Rekel bi, da se dogaja naslednje. To je veliko bolj splošna, komercialna zadeva določenih blagovnih znamk ali projektov. Morda nočejo biti povezani z nekom, ki glasno in odkrito opozarja na kakršnokoli vprašanje glede česarkoli. To ni judovsko-izraelska stvar. Nekateri ljudje preprosto želijo prodajati recimo superge. Nočem imeti opravka z nikomer, ki prinaša karkoli drugega kot kupite te superge. Kot igralka, ki je igrala Sneguljčico. Nekaj takega kot ta situacija. Veš, ki so jo okrivili, da je uničila film, ki bi verjetno tako ali tako propadal, ker je postala zelo glasna, na levici. Prav. Ampak zame, kot ta situacija, sploh ni pomembno, kakšna je v resnici tema. Če izbereš neko vročo temo in prineseš to napetost v komercialni projekt, ljudje nočejo imeti opravka s tem. In to razumem, ker poskušaš nekaj prodati. Enako bi bilo, če bi glasno zagovarjal Izrael in bi tam zgoraj poskušal spet prodajati superge ali karkoli že. Ampak v smislu kot, jaz sem velik podpornik Izraela, tega tipa ne moremo zaposliti.
Tega jaz ne vidim, da bi se dogajalo. In pravzaprav, kar jaz vidim, je, veš, to, ki jih je, ko enkrat dvigneš glavo in dvigneš roko in rečeš, ja, jaz sem eden od tistih Judov, ki odkrito podpirajo Jude. Najdeš vse svoje rojake po vsej industriji, ki so kot v redu, super, kaj lahko skupaj ustvarimo. Katere projekte zdaj vsi skupaj nujno poskušamo ustvariti, prodati in povedati. In to vidiš po celotni industriji, od studijskih direktorjev do producentov, scenaristov in igralcev. Kot da so vsi, ki jim je mar, po 7. oktobru vključeni na način, kot pred 7. oktobrom niso bili, z večjimi vložki in večjo nujnostjo. In glej, te zgodbe je težko povedati in ustvariti iz več razlogov, vendar ne zaradi neke vrste uvrščanja na črno listo. Ne zaradi tega, kot da ne maramo Izraela, ne maramo Judov. Ne bomo povedali vaše zgodbe. Bolj gre za to, da če je težko povedati zgodbo, je to zato, ker imamo težave pri iskanju pravega talenta ali nečesa podobnega, da bi to judovsko zgodbo povedali. Tako naprimer Netflixova serija Nobody Wants This. Zame je to popoln primer tega, kar bi morali vsi v Hollywoodu poskušati narediti, kar je odlično. Romantična komedija, sodobna, z velikimi zvezdami, res privlačna. Gre pa v celoti za Jude in o tem, kako zelo imajo Judje radi to, da so Judje. Neverjetno. Popolno. Težje postane, če nimaš Kristen Bell in Adama Brodyja, da bi igrala v tvoji oddaji. To je lahko veliko težje. In morda imaš težave pri iskanju te osebe, ker je nervozna glede sodelovanja v judovskem projektu. Tam se lahko pojavi takšna težava. Ali pa je zgodba, ki jo poskušaš povedati, nočem reči preveč judovska, ampak bolj v smislu, da ni dovolj univerzalno privlačna kot zabavna vsebina, da bi imela svoje prednosti tudi zunaj tega, da je pomembna judovska zgodba. Ker bo za produkcijo potrebnega veliko denarja in boš potreboval širše občinstvo, da dobiš denar nazaj, kaj ne? Točno tako. To je trg, kaj ne? Torej, ne more biti tako, da delam ta film samo za 15 milijonov Judov na zemlji in potrebujem, da ga vsak od njih vidi, da dobim kakšen cent nazaj, kaj ne? Mora biti tako, da je to res privlačna zgodba. To so res zanimivi liki. Mimogrede, so Judje in način, kako govorijo, komunicirajo in živijo svoje življenja, je judovski. To so vrste projektov, na katere bi se morali osredotočiti in ki potekajo v ozadju. In ljudje resnično delajo na njih. Samo trenutno je to težek posel. Kakorkoli, težko je kaj narediti. Kot večina ljudi ve, se Hollywood hitro spreminja in težje kot kdajkoli prej je narediti kaj izvirnega. Torej, vse skupaj je skupek različnih dejavnikov. Ampak, če povzamem, nisem nikoli imel občutka, da bi kdo rekel, ta tip govori o Izraelu, ne moremo ga zaposliti. Kot sem že prej omenil, so Judje očitno igrali pomembno in osrednjo vlogo pri nastanku Hollywooda, v filmski industriji in kasneje na televiziji. Mi smo ga ustvarili. Ja, točno tako. Čeprav muzej Hollywooda sprva o tem ni želel govoriti, ampak pustimo to ob strani. To, da prikaz judovskega življenja, razen kot izjeme ali kot žrtve ali kot skupine, ki si želijo asimilacije, ni bil nekaj, kar bi večina Judov v Hollywoodu posebej želela ali bila pripravljena prikazovati. Medtem ko so antisemiti vedno želeli prikazati Hollywood kot judovsko ustanovo, so si Judje v Hollywoodu, v zlati dobi Hollywooda, želeli biti karkoli drugega kot predstavniki Judov ali celo njihovi zagovorniki. Kot sem rekel, kot je Ben Heck ugotovil v 30 letih prejšnjega stoletja, očitno je Hollywood 20 let 21. stoletja zelo drugačen. Kako pa misliš, da je ta zgodovina vplivala na odziv Judov v zabavni industriji na 7. oktober in trenutni porast antisemitizma po vsem svetu? Ali še vedno obstaja neka zadržanost, poleg tržnih dejavnikov, da bi se resnično poglobili v pristno judovsko zgodbo? Očitno jih ne skrbi, da ne bi bili dovolj asimilirani, kot je to, na primer, skrbelo vodje studijev v 30 letih. Ampak misliš, da obstaja neka zadržanost pri pripovedovanju judovskih zgodb? Ja, pravkar si zajel vse vidike tega. Mislim, da to, kar danes vidimo, izhaja iz neke podedovanega etosa iz 30 let, kjer, kot si omenil, v 30 letih in spet, skoraj mislim, da res. Razumem te ljudi, razumem, zakaj so takratni vodje studijev spremenili svoja imena iz Shmuel Goldfish v Samuel Goldwyn.
Veš, ni šlo toliko za to, da je grozno biti Jud, ampak bolj zato, zdaj sem Američan, sem se preselil sem iz vzhodne Evrope, želim biti del te družbe, ustvarjamo to ameriškost. In veš, kar je zanimivo, je seveda to, da je klasični Hollywood res prežet z judovskim pripovedovanjem zgodb in moralov. Samo tako jih niso imenovali. To niso bile judovske zgodbe. Pa tudi veliko judovskih igralcev. Ja, seveda, povsod, ampak ne odkrito judovsko. In ponavadi so igrali ne Žide, veš, ljudje kot Paul Muni, ki je bil vsaka narodnost razen Žida, kar je v resnici bil. Razumem, zakaj je bilo takrat tako. In mislim, da je to, kar danes vidiš, preostali učinek tistega občutka, da moramo zmanjšati poudarek na judovstvu in da smo preprosto Američani. Smo in mislim, da je to nekako temelj. In potem mislim, da je od takrat naprej to še dodatno ukrepil ta nepreizprašani strah, kaj pa, če bomo preveč odkriti. Rekli bojo, da Judje nadzorujejo to in da Judje počnejo ono. Na kar je moj odgovor vedno, to tako ali tako že govorijo. Torej, lahko vsaj nekaj dobimo od tega. Veš, pravzaprav sem imel ta pogovor, točno to izmenjavo z Jasonom Aleksandrom v mojem podkastu. In on je povedal, nekako sem ga vprašal, zakaj, on je povedal, mislim, da obstaja ta strah. In se rekel, sej to tako ali tako govorijo, zakaj potem tega preprosto ne naredimo. In on je rekel nekako, veš, o tem nisem razmišljal. Veš, mislim, da tega nihče ni izval. Mislim, da je veliko tega podedovanega. Mislim, da je to preprosto način, kako Hollywood deluje že dolgo časa. Nočemo, da bi izgledalo, kot da smo mi glavni. Ker vsi pravijo, da ga nadzorujemo. Torej, kakršnokoli moč imamo, je ne bi smeli uporabljati v korist svojih ljudi. Poskrbeti moramo, da vedno podpiramo vse druge, kar je super. Dobro je dvigovati druge, vendar tudi sami pogosto nismo deležni te podpore. In potem mislim, da je tudi pomembno poudariti, da mnogi Judje v Hollywoodu niso že dejavni Judje. Torej, pričakovati od teh ljudi, da bodo vodili in podpirali judovske projekte, judovske prioritete ter dvigovali judovske glasove, ni realno. Tega ne bodo storili. Ne vidijo se v tej vlogi, ne vidijo tega kot svojo odgovornost. Veš, ne bi bil presenečen, če bi v eni ali dveh generacijah njihove družine popolnoma izgubile svojo judovsko povezavo. To so tisti Judje, ki so se oddaljili od vere. Takšni so mnogi Judje v Hollywoodu, mnogi Judje v Ameriki, kaj ne? Ja, hotel sem reči, da je to največji demografski delež judovstva, kar demografi imenujejo Judje brez verske pripadnosti. Točno tako. Recimo, mislim, da je v Los Angelesu nekaj takega okoli 40% ali 30%. Torej bi mislil, da je v Hollywoodu podoben odstotek, da mnogi Judje, o katerih govorimo, pravzaprav sploh ne štejejo za Jude v smislu judovske odgovornosti ali prioritet znotraj industrije. Ja, to me pripelje do naslednjega vprašanja, ki ga imam, veš. Mislim, da je bila ena največjih ugotovitev o sodobnem judovstvu izjava Cynthia Ozick, da je univerzalizem parohializem Judov. In to je nekaj, kar bi rad raziskal s tabo. Zagovarjanje univerzalnih vrednot je očitno pomemben del judovstva. Vendar ni vse. Toda ta vidik judovske civilizacije se zdi tisti, na katerega se lahko večina ameriških Judov, saj smo bili večinoma vzgojeni v liberalnih političnih in družbenih vrednotah, najlažje oprime. In to je temelj številnih dobrih stvari, ki so jih Judje dosegli v Ameriki in drugod. Vendar jim je to tudi otežilo, da bi se znali braniti. Mnogi Judje, tudi tisti, ki najbolj odprto sprejemajo svojo judovsko identiteto, zlasti v umetnosti, se zdijo veliko bolj zainteresirani za razumevanje stališča drugih, kot pa za pogled Izraelcev ali Judov. Kar je po eni strani odlično za spodbujanje dialoga kot takega, vendar pa to dejansko ne pomaga braniti Judov v njihovi državi, ko je ta pod obleganjem in preplavljena ne le s kritikami, ampak tudi s krvnimi obtožbami in delegitimizacijo. Tudi po 7. oktobru se zdi, da jih je zelo težko pripraviti do tega, da se postavijo za Jude na način, kot se druge skupine postavijo zase. Ali je to eden od razlogov, zakaj je bil odziv Judov v umetnosti na trenutno krizo? No, mislim, da je po mnenju mnogih v občinstvu tako razočarajoč. Mislim, da je to zelo pronicljivo opažanje. In mislim, da je odgovor da. Mislim, da je to zelo ameriška različica judovstva. Torej, kot da je judovstvo enako tikun olam, začetek, sredina, konec. To je vse. In seveda, to ni vse, kar judovstvo je. To je zagotovo pomemben vidik judovstva in lep del, kot si rekel, del tega, kar nas je naredilo tako
živahen del vseh družb, v katerih smo bili, je način, kako nam je mar. Mislim, to je ena naših glavnih zapovedi na 100 različnih načinov skozi judovsko liturgijo in svete spise. Skrbi za tujca, skrbi za vdovo, skrbi za siroto, skrbi za svojega sovražnika. Skrbi za to je izjemno pomembno. Pika. In to ni vse. Potrebujete celoten paket. Smo veliko več kot samo ta en sklop vrednot, ko gre za to, kdo so Judje. In če je vaša celotna definicija, kaj pomeni biti Jud, socialna pravičnost, potem vaša vera, vaš pleme v resnici niso Judje. To je socialna pravičnost. In na to samo nekako nataknete kipo. Ja, gledal sem tvojo epizodo z Jasonom Alexanderjem in on je, res odličen. On je tako nadarjen in res se je izkazal, skozi svojo kariero, zavzema se za judovske zadeve. Ampak zdelo se mi je zanimivo, ko je govoril o tem, kako je bil sprva zadržan, da bi spregovoril v podporo otroku, ki je bil talec. Na začetku obdobja po 17. oktobru. Ampak želel je govoriti o otrocih kot takih, ali saj, ni mu bilo prijetno govoriti samo o izraelskih žrtvah in ne o Palestincih, ki so bili žrtve. In jaz sem si mislil, razumem to, ampak to tudi ni nekaj, na kar bi kdo na drugi strani sploh pomislil, da bi naredil. Ja, in on ni edini gost, ki sem ga imel, ki je izrazil podobno občutje, da je to razkril. Spet ta nagon, da morajo to res deliti, je v njih samih verjetno skoraj nepreizpraševan. Kot ojoj, tu ne gledam samo na svoje, ne postavljam Judov na prvo mesto, Bog ne daj, da bi bil samo za Jude. Točno tako. Bog ne daj, da bi kdo mislil, da imam, zvestobo do ene skupine ljudi bolj kot do druge. In mislim, da je v redu, če v življenju postaviš svojo družino na prvo mesto. Seveda, če je vse drugo enako. In to tudi ni igra z ničelno vsoto. Lahko naredite video za enega talca, potem pa naredite še toliko drugih videov za kogarkoli drugega, kolikor želite. Ampak ne bi smelo biti tako. Verjamem, da ti ni treba oklevati ali dvomiti v svojo željo, da stopiš do svojih ljudi, ko te najbolj potrebujejo. Mislim, da se zato nihče ne rabi opravičevati. To je povsem naravno. In spet, kot si rekel, ne samo, da druga stran te enačbe nima teh pomislekov, ampak nobena druga skupina nima teh pomislekov. Ne boš videl azijsko-američana, ki bi rekel, o ne, azijsko-američani so napadeni. Ne vem, če naj kaj rečem, ker moram skrbeti za druge skupine. Bi si rekel, sem zanje povedal dovolj? Ne, gre za to, da napadate mene. Jaz bom branil svojo skupino. To je zelo naravno. Nenavadno je, da se počutiš, kot da se moraš za to opravičevati. In spet, to je lahko oboje hkrati. Nihče ne pravi, da mora biti to igra z ničelno vsoto. Jaz ali nihče, ampak v redu je, da daješ prednost svojim ljudem, svoji identiteti. To je naravno, to smo mi, nič ni narobe s tem. Ja. No, ko govorimo o družini, živimo v politično razdeljeni kulturi. Mislim, da ima vsaka judovska družina, tako kot vsaka ameriška družina, svoja razhajanja glede politike, pa tudi glede Izraela v svetu po 7. oktobru. Ste del družine zelo izpostavljenih, zelo znanih ljudi, ki niso sramežljivi pri izražanju svojih mnenj. In brez namena, da bi drezal v bolečo točko, je tvoj brat Ben javno zavzel stališče o Izraelu, ki je zelo drugačno od tvojega ali tistega tvojih staršev, če smem dodati. Kako se spopadate s temi razlikami? Ali obstaja način, da to storite pri vprašanjih izjemnega pomena, ne da bi pri tem škodovali odnosom? Ker tudi, če se dogovorite, da o določenih stvareh ne boste govorili in mislim, da vsi imamo družine in ob zahvalnem dnevu ali paši, da obstaja politično premirje. In če ni političnega premirja, lahko pride do težav. Ampak ko ne govorite o stvareh, do katerih vam je obema mar, lahko takšna tišina prav tako vodi do nesporazumov, prav tako kot prepiri. Popolnoma se strinjam. Mislim, da s svojimi vprašanji skoraj da že sam odgovarjaš nanje, ker so tako na mestu, Jonatan. Zelo judovsko je postavljati vprašanje z vprašanji. Ja, popolnoma imaš prav. Karkoli že. Kadarkoli imaš odnos, do katerega ti je mar, in pride do nesoglasja ali razlike,
Če želiš ta odnos ohraniti, moraš odnos postaviti na prvo mesto. In ko postaviš odnos na prvo mesto, to pomeni, da se pogovarjaš. To pomeni komunicirati znotraj odnosa, tako da pokažeš, hej, ti si nekdo, ki mi veliko pomeni. Rad bi razčistil nekaj. Rad bi se prepričal, da se razumeva. Ljubim te. To je stvar, glede katere se ne strinjava, ampak ti si še vedno ti, jaz sem še vedno jaz. O teh stvarih lahko govoriva. In mislim, da je že samo ta pogovor pomemben. In veš, v svoji oddaji sem veliko govoril o tem, kako imeti te globoke, dolge pogovore. In to morajo biti globoki, dolgi pogovori. To ni, veš, ta vrsta odnosa, o kateri govorim, ni namenjena tvojemu staremu cimru z faksa, ki mu včasih kaj tvitneš. To je nekaj drugega. Veš, moj lakmusov test je vedno ta, če se s to osebo ne bi dobil na večerji, iz nobenega drugega razloga, kot zato, da bi se prepiral o Izraelu ali čem podobnem, potem to ni odnos, v katerega bi moral zdaj vlagati trud, da bi ga rešil. Če pa je to nekdo, s katerim bi se dejansko rad srečal in bil v njegovi družbi, potem pojdi in bodi z njim. Daj si prostor. Imej ta pogovor, kjer lahko varno in iskreno povesta, kako vsak od vaju gleda na to. In ko prijeta do konca tega, ni nujno, da bosta spremenila mnenja drug drugega. Ugotavljam, da pogovor na splošno nikomur ne spremeni mnenja. Veš, ampak prideš do razumevanja, zakaj drugi tako misli. In to ti omogoči, da rečeš, v redu, razumem, kot da ta oseba ni popolnoma nora pošast. Veš, in oni vidijo, da nisem genocidni manijak, kot je bila njihova največja bojazen. Pravzaprav smo samo ljudje, ki smo iz kakršnega koli razloga prišli do različnih zaključkov. In zdaj lahko nadaljujemo s svojimi življenji. In če želimo o tem govoriti kdaj drugič, lahko. Ni nam treba. Verjetno ne bomo, ker vemo, da se ne strinjamo. In raje bi samo uživali v skupnem času, kot običajno, in ohranili ta odnos. Ampak vemo, da je pot odprta in da ni skritega spraševanja, skrite napetosti, skritega suma, kaj ta oseba misli. Kaj govori za mojim hrbtom? Kaj v resnici misli o tem? Ker si to povedal na glas in potem lahko nekako pustiš to za sabo ter živiš svoje življenje. Ne da bi prevzel čustveno odgovornost za razmišljanje te osebe. Odgovoren si le za ohranjanje odnosa z osebo, do katere ti je mar. Zato mislim, da ne le, da je to mogoče narediti pri kakršnem koli večjem razkolu z osebo, do katere ti je mar, ampak je tudi nujno, da to narediš. In veš, to je zdravilno in krepčilno, da to narediš. In glej, spet, vse to velja v predpostavki, da sta za tango potrebna dva, kaj ne? Torej, mislim, če je nekdo, ki se je resnično obrnil v tako uničujočo smer, da se spravljajo nate, noče imeti nič s tabo in govorijo groze stvari o tebi. In veš, tega ne potrebuješ. Torej, odnos lahko deluje le, če si ga oba želita. In nažalost imam srečo, da se s tem nisem soočil, ampak poznam veliko ljudi, kot sem prepričan, da jih poznaš tudi ti, kot jih pozna večina Judov danes, ki so se s tem srečali sami ali pa nekdo, ki jim je blizu. Imajo grozne zgodbe o tem, kako so najboljši prijatelji prekinili stike z njimi. Veš, ker, ti boš podpiral Izrael, zame si končal. Kar je zame žal nerazumljivo, kako se to lahko zgodi. To je tako kruto. Ampak glede tega ne moreš ničesar narediti. Če je nekdo tako grozen, je pač takšen. In s tem bodo morali živeti, kakor pač bodo znali. Ampak upam, da si v situaciji, kjer najprej pokažeš svojo ranljivost in postaviš odnos na prvo mesto. Ne prepira, ne vsebine. Ne gre za to, da bi spreminjali mnenje. Edini cilj je, kako se vidiva in ostaneva povezana v odnosu, ki nama veliko pomeni. Na splošno upam, da lahko ohraniš ta odnos. Ja, mislim, da je to zelo dober nasvet. Mislim, da je težava v tem, da naša splošna kultura gre oziroma se premika in se je premikala v drugo smer. Spomnim se, da sem slišal od rabinov in veš, po letu 2016 in tistih predsedniških volitvah, da so se pari ločevali zaradi svojih občutkov glede Trumpa. In sem si mislil, no to je res noro. In obstaja toliko boljših razlogov, zaradi katerih bi se poročeni pari lahko prepirali, kot pa zaradi politike. Ampak vseeno, to je resničen pojav in
Mislim, veš, to se je preneslo na vsako vprašanje. Ampak zagotovo, odkar je Izrael postal tako srednje vprašanje v kulturi, mislim, da to ljudi potiska v te negativne smeri, kjer imajo skoraj občutek, da jih lastna stran ne bo več imela za solidarne. Če niso jezni na sorodnike ali ljudi, ki so jim zelo blizu, če se z njimi ne strinjajo. Ja, to je lažna resničnost, kaj ne? Ampak to so družbena omrežja, to je velik del našega življenja zdaj, to je virtualna ali lažna resničnost. Ja, mislim, to, da ideja, da nimamo nobene besede pri tem, kako vodimo pogovor drug z drugim, ali pa da je za to krivo leto 2016 in strinjam se, da je vzpon Donalda Trumpa res odprl to grozno nevljudnost. Na način, ki ga zdaj imamo za sprejemljivega, ko govorimo drug z drugim in dojemamo drug drugega. V tej državi in na to večinoma po vsem svetu se je to res začelo v zadnjih 10-15 letih. Tega nam ni treba več početi, ker je to nekako že v zraku in vidimo, da to počnejo drugi ljudje na televiziji, v naši politiki, na družbenih omrežjih in okoli nas. Rečemo si, mislim, da je to zdaj tisto, kar počnemo. Ampak lahko se odločimo, da tega ne bomo počeli na enak način, kot nekako izgubljamo kritično mišljenje kot veščino. Ni tako, da ne bi bili sposobni kritičnega razmišljanja. Samo vidimo, da veliko ljudi tega ne počne. In tako gremo naprej, ne da bi na to sploh pomislili, to pa je seveda nezavedno, ampak si rečemo, verjetno mi pri tem ni treba sodelovati. Lahko samo nekaj preberem na spletu in predpostavim, da je to pravilno, ter začnem o tem govoriti, ne da bi sploh kaj kritično razmislil. Moramo še naprej nekako opozarjati in govoriti, hej, tukaj lahko sprejmeš odločitev, lahko se pogovarjamo na spoštljiv način, drug drugega lahko vidimo kot ljudi. Veliko več stvari nas združuje, kot pa ločuje. Kar običajno zdaj naredimo, je to, da poiščemo tisto eno stvar, glede katere se ne strinjamo. Kot da imamo pred sabo cel obrok. Strinjamo se glede glavne jedi. Strinjamo se glede sladice. Strinjamo se glede predjedi. Torej je ena grahova zrna na prilogi, glede katerega se ne strinjamo. In iz tega enega graha bomo naredili bistvo celega obroka. In če se ne moreva strinjati glede tega graha, zame ne obstajaš. In to preprosto ni način, kako imeti dober obrok. In na nek način se odpovedujemo svoji odgovornosti pri tem. Se lahko izberemo, da se obnašamo bolj spoštljivo in bolj pozitivno. Na način, ki dejansko ustvari nekaj dobrega. Namesto, da bi samo šli s tokom in pustili, da stvari zamrejo ter razpadejo sovražno retoriko, razdvojenost in polarizacijo. Tukaj lahko izberemo, lahko se odločimo. Ni naravni zakon, da morajo biti ljudje razdeljeni in da se morajo sovražiti v svojih taborih. Nihče ni rekel, da mora biti tako. Ja, tako se je kultura nekako razvijala. Veš, včasih sem imel debatni program z svojim starim prijateljem J.J. Goldbergom, ki je bil dolgoletni urednik časopisa Forward, in imela sva te leve-desne debate. Ampak bistvo tega je bilo, da sva bila stara prijatelja in sva lahko govorila vljudno. In hodila sva po vsej Severni Ameriki, mislim, da celo v Jeršu, kjer je bil rabin Volpe. In pogosto sva dobila, ampak zanimiva stvar pri tem je bila, da sva se prepirala o Izraelu in vseh mogočih drugih stvareh. In na koncu sva ljudi spomnila, da imajo več skupnega, kot pa stvari, ki jih delijo. Ampak pogosto je bila reakcija občinstva takšna, da so rekli, vi se pravzaprav ne razlikujete tako zelo v mnenjih. In potem so odgovorila, ampak ste sploh poslušali? Nisva počela nič drugega, kot da se nisva strinjala, ampak oni so se odzivali na ton. Nisva se drla drug na drugega, sva se smejala skupaj. Včasih sva se tudi malo zafrkavala, ampak sva govorila spoštljivo. In bili so naučeni misliti, da če to počneš, to v resnici ni nestrinjanje. Prav, točno tako. To je mišica, ki pozabljamo, kako jo uporabiti, ampak jo imamo to sposobnost. Vedno smo jo imeli. Samo, kot praviš, kultura nam daje dovoljenje, da ta mišica zakrni. In zato moramo nenehno spodbujati svoje soljudi in člane skupnosti, da uporabljajo to mišico. Ne samo zato, ker je dober občutek ali ker je to prava stvar. To je boljše za vse. Mislim, da je to res pozitivna izkušnja. Ni nobene slabe strani.
Ne, res je ni, ampak tudi ni več tako velikega trga, bi rekel, celo v judovski skupnosti za takšne debate, kot smo ugotovili. Ne vem, pravkar sem gledal lepo debato. Mislim, da je veliko ljudi spremljalo debato med Derovom Hornom in Deboro Lipstadt. Sapirjeva debata je imela veliko odziva. Ja, ne, poslušaj, ne pravim, da je to nemogoče, ampak po mojih izkušnjah je nekoliko manj zanimanja za to kot prej, preprosto zato, ker so ljudje postali tako jezni glede vsega. Ampak tudi, veš, ne pridem na naslednje vprašanje, ki je, da je eno govoriti o tem, da dajemo prednost odnosom in družini, ko gre za nesoglasja med družinskimi člani. Ampak kje kot skupnost potegnemo črto? Večkrat si govoril o pomenu vključenosti. Ampak odgovor na to bi lahko bil, da če je vse, za kar se zavzemamo, vključenost, potem v resnici, to more pomeniti, da v resnici ne zagovarjamo ničesar. Kje bi morali kot skupnost potegniti meje? Ker če sem se kot novinar česa naučil v svoji karieri, je to, da si vsi želijo postavljati meje, le da se ne strinjajo, kje naj bi bila ta meja postavljena. Očitno je to zelo široko vprašanje. Mislim, da tudi če so meje postavljene in seveda, kot praviš, za nekaj je vedno nekje meja, morajo vrata vedno ostati odprta. To sem res želel povedati. Vedno moramo ponuditi izhod. Vedno bi moral obstajati izhod. Če in ko si pripravljen spremeniti svoje mnenje, so naša vrata odprta. To se mi zdi zelo pomembno. Ampak mislim, da to nujno ne pomeni, da ni nobene meje. Vsi so vedno dobrodošli. Mislim, in o tem sem dejansko že govoril. Naj ti dam primer v okviru judovske organizacije. Pojavilo se je vprašanje. Bil sem z nekaterimi voditelji judovskih organizacij. Kje naj potegnemo mejo glede anticionističnih ljudi, ki delajo v judovskih organizacijah? In osebno sem menil, da ste povsem v svoji pravici, da potegnete mejo. Če ste judovska organizacija, katere poslanstvo je na nek način, veste, širjenje judovskega naroda ali podpiranje določenega vidika judovstva ali judovskega ljudstva. Da rečete, hej, če ste na kakršenkoli način proti obstoju judovske domovine, potem to ni organizacija za vas. Pojdi z Bogom, pojdi delati nekam drugam, kjer bi bilo primerno zate. Ko si premisliš, imamo delo. Pridi na bogoslužje, super, ampak niti treba delati tukaj. In mislim, da je to popolnoma v redu, to je povsem sprejemljivo. Mislim, da je treba takšne meje postaviti. In znotraj tvoje sinagoge, veš, se bodo te meje nekako same od sebe začrtale. Veš, če sem v sinagogi, kjer molimo molitev za državo Izrael in vsak konec tedna molimo za izraelske vojake, če si nekdo, ki zaradi tega povzroča nelagodje ali pa mu je ob tem neprijetno, boš sam postavil svojo mejo. Ali želiš oditi ali ne. Sinagoga ti nikoli ne bo rekla, naj odideš. Vrata so vedno odprta. Ampak če ti... Ali pa bi vsaj morala biti. Vsaj morala bi biti. Ampak odločil se boš sam. Jaz tukaj ne morem biti več. To niso moje vrednote. In ti boš postavil svojo mejo. In če to ni zate, potem pojdi z Bogom, pojdi drugam. Če si premisliš, je tukaj. Zame je to pravi odnos. Če si premisliš, smo tukaj. Ampak če boš... Več, če ti je nekaj tako pomembno, pa je to v nasprotju z nečim, kar je nam zelo pomembno, potem to morda ni prostor zate. Ja, mislim, da je to zelo pomembna točka, ne? Ker je vprašanje, ali je vse stvar razprave, pomembno tudi v tako raznoliki skupnosti, kot so Judi. Veš, lahko je reči, da se lahko vsi ne strinjamo glede tega, kakšne naj bodo davčne stopnje, ampak ko gre za uničenje edine judovske države na svetu, kjer živi polovica vseh Judov, obravnavati to kot nekaj, o čemer se lahko razpravlja, veš, lahko ti povem, da sem pripravljen razpravljati skoraj o vsem, ampak o tem pa ne želim razpravljati. Ja, strinjam se s tabo in moja pripomba je, da mislim, da je pomembno, še posebej pri mlajših Judih, zagotoviti, da obstaja prostor znotraj teh skupnosti. Da ima možnost pogovora, postavljanja vprašanj in izražanja pomislekov. Mislim, da je to res pomembno, ker če tega prostora ne ustvarimo, v bistvu ustvarimo binarno situacijo, kjer je tako, ali ljubiš Izrael, in če ne ljubiš Izraela, to pomeni, da si na drugi strani, kar pomeni, da si na strani, ki sovraži Izrael. Ne glede na to, ali ga dejansko sovražiš ali ne. In nočemo ustvariti te binarnosti, nočemo, da bi bilo vse ali nič, ali si popolnoma usklajen za ljubljeno državo Izrael. Karkoli to že pomeni za mojega rabina, to pomeni tudi zame, ali pa odideš.
Imeti moramo nekaj srednje poti, kjer lahko nekdo pride in reče, da se ob tem počuti nelagodno. To zato, ker vemo, da ljudje ves čas poslušajo to stalno hrupno protiizraelsko propagando, še posebej mlajši. Povsod je na družbenih omrežjih, povsod je v šolah, povsod je med njihovimi prijatelji. In če jim ne damo prostora, da pridejo in se motijo ali postavljajo vprašanja, jih bomo izgubili. In mislim, da je res ključno, da to ustvarimo. In pošteno povedano, so tudi odrasli takšni. Odrasli, ki, veste, niso bili deležni nobenega tovrstnega izobraževanja in zdaj dobivajo isto. Veste, izobražujejo se istočasno kot njihovi otroci in so deležni istih informacij. Zagotoviti moramo prostor, kjer lahko izrazijo svoje skrbi. Ampak na koncu dneva mislim, da bili dve jasni meji. Prvo je, ali bi Izrael moral obstajati ali ne. Zdi se mi, da je to precej jasna meja zame. Lahko razpravljamo o politiki, veste. Kot pravim, nihče ne kritizira Izraela tako kot Izraelci vsak dan. Absolutno. Tam nimamo nobenih težav. Ampak, veste, moramo se strinjati, da menimo, da bi morali Judi odločati sami o sebi in da je to edini kraj na svetu, s katerim imamo vsi skupaj povezavo. In da obstajajo določene spet organizacijske stvari, kjer to preprosto ni primerno. Če je moja izjava o poslanstvu, to je, veste, tukaj izvajamo izobraževanje o Izraelu in zbiramo sredstva za kibuc v Izraelu. In če te to ne zanima, potem to morda ni prostor zate in nam ni treba razpravljati, ali bi morali zbirati denar za kibuc. Beri, Če te to tako moti, potem to ni prostor zate. Ja, mislim, da je to res in iskreno mislim, da je, kakorkoli že, Izrael je trenutno res edina tema. Vprašanja o tem, kje naj bi bila meja. Vse stvari, ki so bile res pomembne pred 20 ali 30 leti, mislim, da niso več pomembne. Še posebej ne po 7. oktobru. Zanimivo. Zanima me, zakaj tako misliš? Tako mislim, ker sem bil del te razprave zadnjih 30 let. o tem, ali Izrael sploh obstaja, da ali ne. Mislim, da je to trenutno edino resnično vprašanje. Ker mislim, da je dolgo časa nekako judovska skupnost. Izrael sam je bil zelo razdeljen glede, nekako politike mirovnega procesa. In to se je odražalo v razpravi tukaj v Združenih državah. Ampak o tem res ne govorimo več. Govorimo o nečem veliko bolj osnovnem. Anticionizem ni bil nekaj, kar bi se recimo razpravljalo ali pa bi bil nekakšna norma. Na uredniških straneh recimo New York Timesa pred 20 ali 30 leti to ni bilo običajno, zdaj pa je zelo običajno. Zato gre pri njih. To je v veliki meri bistvo argumenta. In na tej točki mislim, da je to edina stvar, na katero bi se morali osredotočiti. Mislim, vse veste, ker tam smo zdaj, kja so nas dogodki pripeljali. Mislim, da je moje razumevanje nekoliko drugačno, če uporabim tvoj primer New York Timesa, na primer. Ko govorijo o anticionizmu, vidim dve stvari. Prvo, vidim, da je to v bistvu gibanje sovraštva. In dejansko ni nobene smiselne intelektualne razprave ali diskurza. To je obrekovalno sovraštvo do Judov, kot smo videli pri Sovjetih v prejšnjem stoletju. Ali pa gre za nekakšno napačno opredelitev cionizma, kot da pomeni vladanje države po vzoru desničarske vlade Bibija Netanjahuja in enačenje celotnega Izraela s tem. Na način, za katerega verjamem, da če bi lahko tlesnil s prsti in bi bila popolnoma drugačna vlada, ki bi počela popolnoma druge stvari, mislim, da bi se pogovor, njegova narava, spremenil. Ali mislim, da bi se spremenilo tudi razpoloženje? Ne nujno, ampak mislim pa, da bi se narava tega, o čemer bi se pogovarjali, spremenila. Če ne bi gledali na vlado, ki jo vsaj nekateri dojemajo kot tisto, ki dovoljuje ali podpira nasilje naseljencev, ali ima ambicije prevzeti Gazo, Libanon in Zahodni breg, to je vsaj dojemanje te trenutne vlade. Tako da mislim, da bi se stvari lahko spremenile na ravni diskurza, če bo kasneje letos prišlo do spremembe vlade, ampak bomo videli.
No, tukaj bi se postavil proti temu, ker mislim, da letos ni mogoče izvoliti nobene vlade, ki bi to spremenila. In očitno veš, Izraelci so zelo razdeljeni glede Netanjahuja, niso pa razdeljeni glede vojne. Niso zares razdeljeni glede vojne proti Iranu ali vojne proti Hamasu. Veš, in na vse zadnje, če je Netanjahu na oblasti že vsa ta leta, je zmagal na toliko volitvah. Ni zato, ker bi šlo za zaroto, ampak zato, ker je druga stran nekako izgubila argumente. In veš, če to nista Bennett in Lapid, njihova politika glede vojne ne bo tako zelo drugačna. In mislim, da če pogledaš podrobneje, veliko ljudi, recimo vzamem primer New York Timesa, ugibam, kdo je pravkar dobil Pulitzerjevo nagrado. Lahko pogledaš seznam njihovih piscev, njihove ideje, urednika, kdo je pravkar napisal to noro recenzijo knjige o Bundu. V bistvu pravijo, da je vsak, ki misli, da sta cionizem in Izrael bistvena za judovsko identiteto, nor. Mislim, da ne bodo naklonjeni nobeni vladi, ki bi lahko bila izvoljena v Izraelu. No, mislim, ta zadnji del, ki si ga pravkar povedal, se nanaša na mojo prvo točko. In to je zame le še ena oblika sovraštva do Judov. Če mi praviš, da je to nepredstavljivo, To je oblika sovraštva do Judov, ki je res ni bilo videti na uredniški strani New York Timesa. Veš, v času, ko so se liberalci prepirali z konzervativci, z nekom, kot je Anthony Lewis, ki so ga zdaj zamenjali ti fantje. Ja, ni ravno dobro. Mislim, to je Ja, vaš anticionizem. Bili smo slabo pripravljeni, da bi se soočili s to specifično obliko sovraštva do Judov. kot družba, kot judovska skupnost, nismo bili naučeni, kako to deluje, kako to prepoznati. Mislim, mi, jaz nisem. Seveda nisem prvi, ki to pravi, ampak veš, ves svoj čas in sredstva smo porabili za poučevanje. Sovraštvo do Judov je enako holokaustu, veš? Tako to izgleda, to je to. Vem, kako prepoznati nacista, in če nisi nacist, ne vem, kako naj prepoznam, ali sovražiš Jude ali ne. In nismo porabili časa, denarja in virov za poučevanje. Naprimer, sovjetski antisemitizem, anticionizem in kako to izgleda, ter kako so bili Judje sami v Sovjetski zvezi pritegnjeni k razgradnji lastnih institucij. In nimamo tega poznavanja, nimamo te prepoznavnosti vzorcev, zato se to dogaja prav zdaj znotraj družbenih norm, kar je pogosto način, kako lahko deluje sovraštvo do Judov. In trenutno skušamo nadoknaditi zamujeno. mislim, da je to zelo pomembna točka. Naj za trenutek pridem nazaj k filmom ali vsaj k nečemu. Vprašanje je povezano s filmi v letu 2024. Bil si del skupine judovskih ustvarjalcev, ki so napisali pismo Akademiji filmskih umetnosti in znanosti, v katerem so izrazili nestrinjanje z novimi pravili glede Oskarjev. Kar zadeva vključenost, ste zahtevali, da so Judje vključeni med tiste premalo zastopane skupine, ki so bile del teh pravil. Mislim, da s tem niste prišli prav daleč, čeprav me lahko popravite, če se motim. Ampak ali lahko DII, kar v praksi, čeprav nekateri menijo, da je to res le v teoriji, obravnava Izrael in Jude kot bele zatiralce, kar je v bistvu razlog, zakaj se je toliko progresivcev obrnilo proti Izraelu. Ali lahko resnično sprejme Jude, če tisti, ki jim je to pomembno, vidijo Jude kot del razreda zatiralcev in jih ne morejo videti kot žrtve? To je, veste, res ključno vprašanje. Vem, da vi, moji temnopolti prijatelji in zavezniki, menite, da je DII za vas izjemno pomemben in da vi zelo jih moti in čutijo, da jim to zelo škodi. Ko vidijo, da judovski glasovi pravijo, naj se vsega znebimo, pomislijo, kaj pa mi, kaj pa vi veste? Po drugi strani pa mislim, da ne razumejo povsem, kako to deluje. DEI je bil, ko ste poudarili, v bistvu uporabljen kot orožje za izključitev ene najmanjših etničnih manjšin na svetu, kar je noro. Tako mi je težko si to sploh predstavljati. Ali obstaja različica, kjer bi morali imeti funkcionalen DEI, veste, učni načrt ali svetovni nazor, kjer bi raznolikost in vključenost vključevala Jude kot raznoliko etnično manjšino? Seveda, veste, ko enkrat razumete, kdo in kaj so Judi,
se zelo naravno vključijo v takšen okvir. Ampak če bomo kot svet še naprej popolnoma napačno razumeli, kdo in kaj so Judi, tako skozi binarno pripoved o zatiravcih in zatiranih. In veste, s tem povezano popolno napačno označevanje in nerazumevanje Judov, kot večinoma bogatega, belega, evropskega razreda ljudi. Kar ni le netočno, ampak niti približno ne prikazuje večine Judov na svetu, ki se sploh ne predstavljajo kot beli. Ker je tako noro, veste, to je velika težava. Tako da mislim, veste, če bi lahko preklopili stikalo in ves svet bi rekel, misliš, da so Judi v resnici to pleme iz Izraela, ki je bilo izgnano in razkropljeno po svetu. In zdaj, veste, bi rekel, da smo kot galapaški ščinkavci. Kot da se vsi razvijamo drugače na različnih otokih zaradi evolucije. Razkropili smo se, veste, nekateri imamo daljše kljune, nekateri moramo jesti to vrsto oreščkov. Ker smo odrasli tam in smo odrasli tam. Ampak vsi smo iz iste izvorne skupine. In to, veste, Izrael, kjer živi več kot 50% od nas, sploh ni večina ljudi, ki so iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Točno tako. To so osnovna dejstva. In če bi jih razumeli, bi se to preneslo tudi na DEI. Mislim, da je to res manjkajoči del. Ne mislim, da je DEI sam po sebi nepopravljiv in pokvarjen mehanizem. Pokvarjen je način, kako so Judje razumljeni. In če lahko to popravimo, bi se lahko veliko drugih stvari postavilo na svoje mesto. Na tem tvojem javnem judovskem popotovanju, kaj je bilo najbolj presenetljivo, kar si izvedel o svojih kolegih umetnikih in o tem, kako so se znašli v svetu po 7. oktobru? In kaj te je najbolj razočaralo? To je pa veliko vprašanje. Na drugo vprašanje bom odgovoril najprej, ker je verjetno lažje. Mislim, da me še naprej razočara to, da se ljudje v tem trenutku odpovedujejo svoje odgovornosti. In veste, to me moti. Ne mislim, da mora vsak na tem planetu, veste, splezati na vrh gore in kričati v megafon o Judih ter se postaviti za Jude. Ampak mislim, da mora vsak biti zagovornik judo v svojem življenju in v svojem krogu vpliva v tem trenutku. In ljudje morajo uporabiti svoje spretnosti, strasti in vpliv, ki ga imajo. Uporabite ta Venn diagram in veste, tam bi morali imeti vpliv. Sej veste, je malo občutka privilegija in lenobe, če se ne odzovemo na ta trenutek in rečemo, da bo pač tisti drugi poskrbel za to. Bom pač tukaj, bom tiho in delal svoje, medtem ko drugi ljudje bijejo moje bitke namesto mene. To je bilo razočaranje. Želim si, da bi več ljudi čutilo osebni klic kot odgovornosti. Ampak, veš, to je človeštvo, ne? V vsakem obdobju, v vsakem trenutku, nekateri ljudje stopijo naprej, drugi pa ne. Takšni pač smo kot vrsta. To smo videli v 30 letih. Videli smo to vsakič. Zdaj to spet vidimo, ampak, veš, vedno boli. In kar se tiče presenečenja, kaj me je presenetilo, mislim, da sem bil presenečen nad, ne vem, če bi moral kaj povedati, morda nad tem, kako pozitivno je bilo vse skupaj. Ali pa morda celo, kako presenečeni so ljudje, ko odkrijejo, kako pozitivno je, kar je tudi meni presenetljivo. Ali pa kako pogosto naredim nekaj, kar se mi zdi ne samo naravno, ampak tudi dobro. In potem nekdo reče, to je pa tako pogumno. In potem moram za trenutek razmisliti o tem. In kar razumem iz tega je, da se tebi zdi pogumno, ker je v tem zate prisoten strah. Ampak zame ni občutka strahu. Ker, veš, veliko bolj bi me bilo strah živeti na skrivaj ali pa obžalovati. Čez 20 let in ko bi se ozrl nazaj, bi si rekel, človek, bil sem strahopetec. Ali pa, veš, odpovedal sem se svoje odgovornosti ali pa sem živel v laži o tem, kdo sem, samo zato, da bi bilo drugim udobno. To se mi zdi veliko bolj strašljivo, kot pa biti resnično to, kar sem. Veš, 24 ur na dan, to mi ni strašljivo. To me osvobaja, to mi je prijetno, to se mi zdi prav, to se mi zdi naravno. Res se ne zdi, in ne hvalim se tukaj, ni nobenega občutka poguma pri tem zame. Zame je to pravzaprav oddaljevanje od tistega, kar me straši, kar bi bilo občutek obžalovanja ali občutek, da sem razočaral samega sebe ali svojo družino
ali naredil napačno stvar v trenutku, ko je bila potrebna integriteta. To se mi zdi veliko bolj strašljivo. Zato mislim, da me mogoče preseneča, da to ni način razmišljanja vseh ljudi. Ja, popolnoma se poistovetim s tem. Prepričan sem, da se poistovetiš s tem. Katere Jude trenutno občuduješ? Navdihuje me toliko ljudi. Resnično, ker je to trenutek, ko moramo vsi sodelovati, me navdihuje vsak Jud, ki se odziva na ta trenutek. Resnično. Ne glede na to, ali si naključni Jud v Iowi, ki pred 7. oktobrom ni bil vključen, zdaj pa začenjaš judovski bralni klub za 10 Judov v svoji okrožni skupnosti, to se mi zdi neverjetno in zelo pomembno. In ta trenutek bomo prebrodili tako, da bodo ljudje počeli takšne stvari. Sem član Jewish Federation's National Young Leadership Cabinet, ki združuje približno 400 Judov v 30 in 40 letih z vse države. In zelo me navdihuje moja skupina v tej organizaciji. In veste, eden zelo redkih, ki se tudi poklicno ukvarja z judovsko skupnostjo. To so ljudje, ki imajo običajne službe in podobno, vendar v tem trenutku prevzemajo odgovornost. Želijo biti del organizacije, ki podpira judovsko življenje, kjer prevzemajo vodstvene vloge, kjer se vključujejo v svojo skupnost in svojo judovsko identiteto. To me resnično navdihuje. Zato me navdihuje prav vsak, na katerikoli ravni, ne glede na to, kako velik doseg imaš. Navdihujejo me tisti z velikim in tisti z majhnim dosegom. To so preprosto ljudje, ki rečejo hinani. To me navdihuje. Dobra točka. In to je dobra točka, da tukaj zaključimo. Johna, hvala, da si se nam danes pridružil. Kako lahko naši gledalci in poslušalci spremljajo tebe, tvoje delo ter gledajo ali poslušajo tvoj podcast? Hvala za vprašanje. Podcast Being Jewish with Jonah Platt lahko najdete na vseh vaših najljubših podcast platformah, kot so Apple, Spotify, Amazon. Smo tudi na YouTubeu, smo tudi na televizijskem kanalu Jewish Broadcast Service, smo v glavnem terminu ob 4. zvečer, ponovitve pa so čez vikend. Vse te informacije so na naši spletni strani beingjewishpodcast.com. In lahko me spremljate na vseh družbenih omrežjih pod imenom Jonah Platt ali Being Jewish Podcasts. No, to je odlično. Prav tako se želimo zahvaliti naši publiki. Prosimo, ne pozabite poslušati Jonathan Tobin Daily Edition vsak dan, ki ga lahko slišite kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.